Zdaj bomo iz tega dokumenta najprej označili te hlače. Ne rabimo biti zelo natančni. Jaz bi v bistvu dosti raje videl, da greste kar konkretno ven iz nog, iz čevljev, iz hlač. Lahko greste malo v ta čopič, v jopič in označite obe nogi, trup, hlače, lahko z magnetno zanko oziroma z čimerkoli želiš. Lahko greš tudi nogo, tudi čevlje. Lahko si tudi pomagate z plastjo, ki sem jo pustil čisto zgoraj, da vidite, kako izgleda rezultat, ki ga bomo naredili. To je pa kar malo hudo, se pravi, Photoshop se ti usul. Ja, zdaj nimaš kaj veliko drugih možnosti, kakor da se strinjaš s tem, da se je Photoshop usul in ga poskušaš odpreti še enkrat, ne. Ja, zdaj vsake 10 minut je shranil, ne, ampak sej zdaj si sveže odprla, tako da kar odpriješ 402, ne. Torej, v teku teh predavanj se nam je že prvič usul Photoshop. Jej, ne. Ja, ne, izjemno. Bomo poslali zahvalno pismo na Adobe, da Photoshop se nam je samo enkrat usul, zaenkrat. Ja, ampak saj smo ravnokar smo začeli v bistvu z nečim novim. To si lahko zapreš, ta dokument. Najprej scanceli ta dialog tukaj, zdaj pa lahko zapreš. Aha, veš kaj, ko si potegnila noter, si potegnila v dokument, ja. Zdaj sem scanceli najprej vse te. Ja, ja, pa lahko bi dala cancel zdaj. Ja, čak cancel. Zdaj slikajte se. Ja. Veš kaj, sem povleč noter. Potem ti bo pa odprl kot datoteko. Če ti dela Ctrl Z, drugače boš mogla pa Escape. Ctrl Z? Ne, Escape. Ako ne to, onda? Escape, začneš znova. Ok. A ne moram da ti zdaj značila, pa s tem podpisala? Lahko probaš. Absolutno. Samo zaključi najprej, ne. Mislim, načeloma vama bo, zato ker je kontrast zelo visok tudi na ozadju, ne. Ni magnetna zanka nekaj, kar je idealno v tem primeru, ne. Tako da bi se vama dosti bolj splačalo, oziroma dosti bolj hitro bi bilo, če bi z poligonsko zanko probali narediti. Smo? Jej, to je bilo pa hitro v redu. Da ne bi. Se greš lahko vedno undo, Ctrl Z in se vrneš nazaj na... No vidiš, Žiga. Saj sem na paketu. Dajmo prosim samo preveriti, da imamo vsi izbrano plast original, zato ker bomo zdaj iz te plasti naredili novo plast.
A se še spomni kdo, kako naredimo z aktivno selekcijo zdaj novo plast iz te selekcije? Kako? Tukaj zdaj naredi čisto svežo plast. Ampak kako naredimo novo plast, ki vključuje to selekcijo? Yes. Kako pa še v meniju to naredimo? Layer via copy. Se pravi layer, new, layer via copy oziroma še lažje Ctrl-J, da pridemo do layer via copy je tukaj le spodaj. In tukaj lahko zdaj vidimo na plasteh, da je vzel te nogice ven in da je original še vedno aktiven. Zdaj pa jaz želim narediti nekaj drugega. Dajmo najprej skriti te nogice. Dajmo najprej skriti plast za temi nogicami in bomo te nogice še enkrat označili. Kako zdaj to naredimo? Ena varianta je, da desno kliknem na tole sliko in imam tukaj le Select Pixels. Še lažja varianta je, da uporabim tipko Ctrl in preprosto kliknem na slikco. Če držim tipko Ctrl in kliknem na katerokoli plast, ki ima neko transparenco, bo označil celotno to plast ponovno. Torej, transparenca je v bistvu en ločen kanal, kjer je zdaj on označil tole. Držite tipko Ctrl in kliknete na slikco ali pa desno kliknete na slikco in izberete Select Pixels. Ali. Ok. Dajte še enkrat preveriti, da imate izbrano plast original. Ja, imejte izbrano plast original. In zdaj imamo mi to isto selekcijo aktivno, s katero smo prej prekopirali nekaj ven. Zdaj bi pa jaz rad to zapolnil z ozadjem. Kako pa to naredim? Yes! Torej, gremo Edit, Fill in damo Content Aware. On je zdaj napolnil z nečem, kar predvideva, da bi lahko bilo ozadje, večinoma je kolikor toliko uporabna zadevščina. Torej, zdaj imamo plast original, kjer ni nogic in imamo eno plast višje nogice. Če jih zdaj začnem dvigovati vidljivost, lahko zdaj vidimo te dve stvari. Jaz sem dala Select Pixels, ne vem, če sem kakšen korak spustila. V redu, samo zdaj ti najprej skri nogice, pojdi na original, evo. No, zdaj pa vrnite nazaj tele nogice, vrnite nazaj vidljivost layerja 1, pa pejmo samo Select pa Deselect, tako da zgubimo to aktivno selekcijo. Select pa Deselect, da zgubimo selekcijo, tako da imamo samo še slikico. In zdaj bi vas rad spoznal z enim novim orodjem znotraj Photoshopa, ki se mu reče Puppet Warp. Dobimo ga v meniju Edit in pa tukaj le je Puppet Warp. Na layer 1. Ja? Najprej izberite layer 1, potem pa dajte Puppet Warp. Puppet. Sem še layer 1 izberite. Edit, pa Puppet Warp. Ja? Še kaj? Zdaj pa, a imate vsi zdaj okoli te plasti, ki smo jo naredili, tele kvadratke, oziroma tele trikotničke? Ja? Zdaj, kako Puppet Warp deluje?
Malo pozornosti, prosim. Puppet Warp v to plast postavi točke in potem bomo te točke lahko začeli deformirati. Tako da jaz bi zdaj postavil točko na nogo, na koleno, na trup, drugi, koleno, nogo. Torej, kliknem enkrat sem, enkrat kliknem na koleno, lahko vidimo zdaj te točke, kliknem enkrat na trup, sem in sem. Imamo, hello. Zdaj imamo postavljenih teh 6 točk. In zdaj jaz lahko katerokoli od teh točk preprosto primem in potegnem. Ne? Zdaj, Photoshop ne ve, kaj je tukaj noter, ne? Tako da to tretira kot nekaj gumijastega. Ne? Tako da bomo mogli zdaj mi svoje znanje kosti, ne, uporabiti, da se kost ne more raztegovati, ne, in da približno ohranite te razdalje. Ne. In lahko kadarkoli potem še bolj dvignem. Ne. Tako, ne, oziroma tukaj le zgoraj imaš tole kljukico, na katero lahko klikneš in potrdiš to transformacijo. Ne. In zdaj, za hec, no, imate tukaj le zdaj zgoraj plast nogice, kjer lahko vidite, kakšna velika razlika je v eni pa v drugi transformaciji. Ne. Torej, ta stvar deluje, dokler imate nekaj, kar je ločeno. Ne? Torej, v primeru, da bi imeli mene, mora biti moja roka ločena od ozadja, ne? Oziroma, če bi bila fotografija tako, mora biti roka najprej ločena od trupa in potem mora biti tukaj zdaj nekaj. Ne? Se pravi, če se roka samo umakne, potem tukaj nekaj manjka. Ne? In je tukaj treba potem nekaj napolniti. To smo mi naredili za Content Aware Fill, tako da smo napolnili v bistvu ozadje. Ne?